bomo po 6 oziroma po 5 predsednikih države dobili prvo predsednico? Da, Slovenke in Slovenci potrebujemo predsednico, ki bo bolj odločno zagovarjala vse, kar Slovenija zna in zmore. Imamo že družbo znanja, vrsto inovativnosti, potencialov, ekonomsko rast in res mlade, v katere verjamemo. Vse to je nekaj, kar predstavljam Slovenkam in Slovencem v svojem programu, v svoji viziji, verjamem vanjo, odločno, bolj odločno. Imate konkurenco, tokrat je prvična, se boste soočile, se boste 5 ženske kandidatk, ne? Vaša prednost pred njimi je? Imam jasno vizijo, odločnost in verjetje v vse to, kar Slovenija zna in zmore. Slovenci velikokrat slišimo o tem, česa vse ni, kaj vse ne znamo, a vendar. Optimistično moramo gledati naprej in če kaj, šteje predsedniški glas. Verjamem vam. Teža predsedniškega glasu je? Odločnost, jasnost, vizija. Vedno, kadar so aktualne teme, ki gradijo narod, mora stopiti svojim prvim glasom naprej. Kadar so teme, ki razdvajajo narod še posebej. Ko govorimo o uspehih, jih mora poudarjati tudi predsednik in odpirati vrata v svet mednarodno. Predsednik po ustavi in po zakonu sicer nima veliko konkretnih pristojnosti. Ena od teh je recimo možnost pomilostitve. Če bi, ali bi pomilostili Roberta Časarja, Igorja Bavčarja in Boška Šrota? Pomilostila bi nekoga, za katerega verjamem, da je v njem možna preobrazba in to v dobrega, poštenega, iskrenega človeka. Veliko je zgodb, tudi obsojencev, ki so v stiski, v trenutku neke življenjske reakcije storili kaznivo dejanje. Tisti, ki pa so storili kaznivo dejanje z namero, z jasnimi načrti, za tiste pa mislim, da ne bi dala glasu.